Včasih moraš enostavno počakati en krog in potem se znova zapotiš van. V upanju, da boš tokrat bolj bleščeč dobil prevoz. Važno pa je, da nikoli ne obupaš, da nikoli ne nehaš strmeti v vrtiljak in se nadejevati, da ti bo tokrat pa le uspelo. Kaj ti ko ti uspe, je vožnja res osrečujoča. Jaz mislim, da bo eno lepo popoldan, bomo preživeli med našimi malimi nadobudneži in uživali v njihovih nastopih. Zahvalila se bi še posebej občini Ljutomer, ki so nam pomagali pri sponzorstvu, kakor tudi Radenski, da se otroci pozneje lahko odžejajo in pojedo sendviče, ki so tudi zelo dobri po prireditvi. Tako, da mislim, da bomo preživeli eno lepo popoldan. Dragi otroci, spoštovani starši, dedki, babice, cenjeni vzgojitelji, ravnatelji, iskrena dobrodošlica. Res lepo je videti, kako lepo ste danes napolnili naš kulturni hram. Danes, verjamem, kot je dejala gospa predsednica, bomo doživeli čudovito dopoldan. Mislim, da veliko lepše kot je zunaj, ko res nam služi zelo lepo sončno vreme. Tudi scena je zelo lepo pripravljena in res jih moram pohvaliti in čestitati za to, da so se tako potrudili. Vesela sem, da imamo v Sloveniji toliko humanitarnih, dobrodelnih ustanov, ki skrbijo za to, da tudi tisti, ki nimajo možnosti svojih otrok peljati na morje, na dopust, tudi dostikrat poskrbijo, da jim to omogočijo. In verjemite, lepo je, če v srcu nosiš prepričanje, da če nekomu pomagaš, potem še veliko več pomagaš sebi. In če bi živeli v tem prepričanju, potem bi nam bilo dostikrat lažje. In to, kar so danes za nas pripravili iz Društva prijateljev mladine Ljutomer, še posebej gospa predsednica, gre seveda iskrena zahvala in mislim, da je prav, da jih nagradimo z velikim aplavzom. Želim vam prijetne poletne dni in vsak dan naj bo mavričen. Prijetno počutje. Hvala.